Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta na koprski Bonifiki. Čeprav je v teh dneh reprezentančni odmor, pa bo torej nocoj odigrana predstavljena tekma 22. kroga prve lige Telemark med Koprom in Muro. Obračun sosedov na lestvici, Kanadčki so na 5. mestu, Moraši imajo 3 točke zaostanka. Jelenič in Pabaj kombinirata, ali pa poteza Eneja Jeleniča. Dobra podaja, priložnost, to da izid se ne spreminja. Poglejmo še enkrat, Roedel je obležal na tleh tudi eden izmed članov Mure. Še enkrat podaja Jeleniča v kazenski prostor. Pravi boksarski udarec je prejel mladi Andraž Roedel. In tako je, kot sva pričakovala, kot je tudi prav glede na videno, 11 metrovka, torej za Koper. Bo torej uspešnejši Jelenič v pravo smer, blizu je bil Raduha, toda Koper se veseli zadetka v 32 minuti. 6 minut je trajala tale prekinitev na Bonifiki, vodstvo Kanadčkov torej in četrti zadetek Jeleniča. Ja, Mura bo, prepričan sem, sigurno nadaljevala s takim načrtom, ki do sedaj ni bil slab. Morala bo pa razmišljati, če bo želela nekaj tudi v Kopru osvojiti, zadeti. To v tej sezoni si še sam omenil, da imajo problem, vendar bodo morali. Poglejmo, kakšna bo tokrat podaja Trontlja. Ja, mala malica za Jana Koprivca. Šarič, potem ko je zamenjal poškodovanega Kovsa, praktično kot da ga ni na igrišču. Vešner Tičič, Osuđi. Prenos igre na drugo stran, Pabaj, Nkada v skoku, Osuđi. Žoga je v mreži in Koper vodi z 2-0. Čakamo seveda na VAR, ali je bilo vse regularno. Pri Muri so pogledali, ali je tu bil nemara prepovedan položaj. 2-0, kot kaže, bo zadetek priznan. Ja, bomo videli, kaj bo pokazal posnetek iz te akcije. Nekaj nogometašov Mure je dvignilo roko, če je se Osuđi nahajal v nedovoljenem položaju. Pa poglejmo, že tale posnetek bo povedal marsikaj. 8-6 za Muro, s tem, da 3-3 v okvir vrat, kar je še en pokazatelj, koliko malo priložnosti. Maroša pa zdaj zadeva. Maroša Alen, tisti nogometaš, ki sva ga čakala. Vstopil je zelo pozno, zadev je zdaj v 93 minuti tekme za priključek. Toda časa je za Muro sila malo. Jaz mislim, da tisto, kar smo nekako, jaz sem ti napovedovala, da čudno se mi zdi, da ekipa, ki težko daje zadetke, da takega igralca Radosavljević, čestitke za zmago v tekmi, v kateri ste imeli kar dolgo vse pod nadzorom, zdelo se je pri 2-0, na koncu pa ste kar precej tudi trpeli v zadnjih minutah. Kako ste videli tole tekmo? Jaz bi rekel, da se videl, da je velik vložek bil, ker enostavno nismo zmagali doma že dolgo časa. Tudi Mura je nekako v zoni, kjer se bori tudi, da osvoji točke. In to se je poznalo na sami igri, ampak vseeno mislim pa, da smo nekako imeli pod kontrolo tekmo. Edin tisti gol ste videli, na koncu smo trpetali zadnje 2-3 minute, lahko rečem. Bi pa v tej priložnosti pohvalil res vse igralce, da v tem času, ko ni bilo tudi lahko jim se pripravljati na to tekmo, da so zdržali, da so pokazali, da so ekipa in da smo 90 minut delovali dobro.
Je to morda celo najbolj pozitiven vidik te tekme ob zmagi? Tudi po reakciji na klopi se je zdelo, da ste zadovoljni praktično z vsakim igralcem, ki je vstopil v igro, da je dodal to, kar ste želeli. Ja, pomembno je, da igralci, ki pridejo noter, da nekako ta tempo ostane. Tudi to se je videlo, zato smo tudi upravili menjave. Tako da na koncu res je tisti rezultat, ki smo ga rabili in mogoče smo tudi odstopili od nekih svojih stvari. Vse z namenom, da prijemamo rezultate in hvala Bogu je prišel. Za vas osebno prva domača zmaga na Bonifiki bo zdaj tudi vam nekoliko lažje v nadaljevanju? Sigurno, gledajte, veliko igralcev novih je prišlo, tudi trenerski štab je prišel nov in normalno, da rabimo čas. Ob tem pa tudi imeti dobre rezultate in hvala danes publiki, navijačem, tifozom, ki so nas zelo dobro podpirali in upam, da bo še naprej tako nas podpirali. Prihaja še ena zanimiva tudi za vas tekma proti Olimpiji. Bo na nek način lažje na tistem dvoboju, ker danes ste bili morda pod imperativom zmage, pod pritiskom rezultata. V Ljubljani bodo varovanci Zorana Zeljkovića favoriti. Ja, sigurno, da so favoriti, ker so nad nami na lestvici, ampak, kot sem rekel, že pred to tekmo gremo tekmo po tekmo in treba se pripraviti na njih in normalno poskušati tudi iztržiti ugoden rezultat na Stožicah. Najlepše hvala. Hvala tudi. Tonči Žlogar, pričakovano izenačena tekma do samega konca, bili ste na koncu celo blizu oziroma iskali ste točko po zaostanku z 2-0. Kako ste videli tole tekmo na Bonifiki? Mislim, da bom rekel, ekipa, ki je v trenutnem stanju, ko smo mi, ko se boriš kakorkoli, potrebuješ točke za to, da se čim prej podlepiš in dobiš dva tako naivna zadetka, praktično iz nepriložnosti, je potem težko. Drugače tekma je bila, po mojem, precej izenačena. Na 0-0 smo imeli dve lepi priložnosti, nekaj več strelov smo imeli, ampak take napake nas drago stanejo in sigurno se potem teže vračati v tekmo. Ivan Šarić mi je prej v izjavi dejal, preprosto ne vem, trudimo se, delamo, ampak rezultata ni. Kako zdaj na nek način dvigniti fante, dvigniti ekipo? Ja, mislim, dvigniti. Mi, da treniramo v redu. Jaz tudi fantom nimam z tega vidika kaj zameriti. Včasih, bom rekel, v nekih takih ključnih trenutkih tekem sprejemamo slabe odločitve, dosegamo premalo zadetkov, preenostavno dobivamo zadetke in to sigurno ni v redu in nič, potrebno je to čim prej popraviti. Prihajajo Domžale, še ena izjemno pomembna tekma, na nek način vaš sosed na lestvici. Kako do takrat stabilizirati ekipo oziroma ali je sploh dovolj časa, da na nek način odpravite te napake, kot sami govorite, jih je preveč? Bom rekel, odpraviti napake, ja. Odpraviti napake je delo, ampak je tudi koncentracija na tekmi, je odgovornost, je to, da ko se ti boriš, dajmo reči, za obstanek, si ne moreš na tekmi privoščiti take napake, kot si jih mi. Treba biti dosti bolj enostaven in dosti bolj zbran. In to v Rogaški smo bili, danes nismo bili in to nas je drago stalo. Za konec morda še to, je že kakšna informacija, kaj in kako je z Žigo Kovsom? Ne, nimam še informacije, šel je na pregled v bolnico, da se preveri, ali gre za pretres možganov oziroma da je nekakšna druga poškodba. To vem, ampak informacij drugih nimam. Tonči, hvala in srečno. Hvala. Koprivec, izjemno pomembna zmaga, tako za samozavest kot za nek zagon za naprej po seriji slabših predstav na domačem terenu. Videlo se je vam osebno, pa tudi soigralcem, da vam je kar odleglo. Ja, res je, čeprav smo spet trpeli zadnje minute, dobili ta smotan gol v 90 minuti in si malo zakuhali stvar, ampak mislim, da smo danes pokazali borbo in željo in tako se igra za Koper. Sicer seveda moramo še nagraditi igro in vse skupaj, ampak tako bojo prišle še zmage in samozavest, ki je prepotrebna tej ekipi, da lahko naredimo nekaj več. Ampak z izjemo tega zadnjega pritiska Mura prav veliko vaših vrat in vas osebno ni ogrožala. To je seveda dober znak, da vse v obrambni fazi deluje dobro. Ja, glede na zadnje tekme je danes bilo dosti boljše. Res je delovala celotna ekipa izjemno v obrambi in
ampak je pomembno, da vsi delamo. Ni to samo odvisno od obrambe oziroma od golmana, ampak od prvega napadalca pa pol do golma, tako da smo vsi skupaj. No. Glede na to, da bo Mura tudi vaš pokalni tekmec, kjer ne bo prostora za napake na eno tekmo, je verjetno ta zmaga več kot le dobrodošla v smislu 3 točk, tudi v luči tiste tekme. Ja, tako, mi smo že prej govorili, da seveda gremo na pokal, ampak gremo tekmo po tekmo in zdaj smo res fokusirani na naslednjo soboto, gremo proti Olimpiji in tam treba nadgraditi našo formo, da polko pride Mura nazaj v pokalu, da smo to pravi. Ja, najlepša hvala. Hvala vam. Ivan Šarić, tekma, v kateri kar dolgo časa niste prišli do priložnosti, ni steklo praktično že v prvem polčasu, ne? Pa, evo, ne znam, stvarno ne znam šta bi rekao. Teška utakmica. Ne znam, već iz utakmice u utakmicu. Ne, baš nije nam dobra realizacija. Nadam se da ćemo to šta prije popraviti. Moramo. Glave gore, idemo dalje raditi. Radimo. Ne znam, stvarno ne znam šta bi rekao. Ja, Teško je. ravno to. Vidi se da največ težav je v zadnji tretjini ob zaključevanju akcij. Pa da, radimo dosta na tome, ali evo sada stvarno ne znam u čemu je problem. Koncentracija, ne znam, jednostavno ne znam. Dajemo sve od sebe, ali ne znam. Prihaja tekma z Domžalami, ki bo verjetno še pomembnejša od te današnje. Morali boste biti na precej višjem nivoju. Pa sigurno da ćemo biti na još većem nivou. Najlepša Sigurno. hvala. Hvala vam.